Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. 24. februarja leta 2022 je Rusija z vojaki, tanki in bombami napadla Ukrajino. O tem poročajo vsi svetovni mediji v posebni seriji epizod MoneyHow, pa bomo osredotočeni na vpliv vojne in kriz na finančne oziroma kapitalske trge. Sogovorniki bomo pogledali v preteklost in analizirali aktualno dogajanje z različnih zornih kotov. V današnji epizodi bomo pogledali, kako so vojne vplivali na finančne trge globalno in regionalno, kako in kje vse bomo čutili posledice. Danes so posledice invazije Rusov v Ukrajino na svoji koži oziroma bančnem računu, denimo že čutili slovenski komitent iz Sberbank. Z menoj sta Sašo Stanovnik, eden najpogosteje citiranih analitikov oziroma ekonomistov, sicer direktor raziskav in analiz v Adventuri Investments. Sašo pa je tudi ljubitelj zgodovine in pa zgodovina finančnih trgov mu je zelo, zelo blizu. Zdravo, Sašo. Hvala za lepo vod. Malo sem si pomagala z vaše spletne strani, najbolj pogosto citiran ekonomist. Tako da ja, pridružil se nam bo tudi še en zelo citiran ekonomist oziroma analitik Matej Šimnic, ki je tudi direktor področja analiz pri Capital Genetics in ga poslušalci MoneyHow tudi že dobro poznate, saj je bil večkrat moj gost. Sašo in Matej pa se tudi zelo dobro poznata, saj sta bila dolgoletna sodelavca pri Alta Invest. Zdravo, Matej. A sem vse povedala, kar je bilo potrebno povedati? Mislim, da je. Ja. Več ali manj. Preden gremo na današnjo vsebino, bi rada spomnila na pregovor Marka Twaina: History never repeats itself, but it often rhymes. Torej, zgodovina se ne ponavlja, pač pa pogosto rima. Nazadnje smo slišali sirene za zračni napad ali pa videli tanke, vojake na ulicah, smrt zaradi vojaškega obračunavanja pred dobrimi 30 leti na območju nekdanje Jugoslavije. To smo slišali, čutili tudi v Sloveniji. Druga svetovna vojna pa se je končala pred 77 leti, torej leta 1945. 24. februarja leta 2022 pa se je zgodilo nekaj, kar si večina verjetno ni predstavljala, da bi bilo možno v tem 21. stoletju, ruska invazija v Ukrajino. Spomnimo se, sredi decembra lani smo se o napetostih med Rusijo in pa Ukrajino pogovarjali z upravljalcem premoženja Timom Umbergerjem, ki že 14 let živi in dela v Moskvi in nam je povedal, da ne pričakujejo vojaškega spopada. Tima sem poskušala v zadnjih dneh tudi priklicati, žal neuspešno, vendar popolnoma razumljivo. Vojaškega spopada pa niso pričakovali niti Ukrajinci, to nam je povedal tudi Denis Mancevič, zelo dober poznavalec obeh trgov. Poteza Putina je torej presenetila večino, podobno kot nas je presenetil nevidni sovražnik koronavirus. Sašo, ti preučevanje zgodovine si rekel, da je to tvoj hobi, torej zgodovina se ne ponavlja, ampak rima. Jaz sem precejšnji zagovornik recimo teh teorij ali pa preučevanj, da v zgodovini vse se poteka ciklično. Skratka, če sem jaz kot ekonomist ali pa na finančnih trgih, ves čas govorimo o nekih ciklih, borznih, bodisi ekonomskih, je to tudi značilno za zgodovino. Je pa res, da je to malo teže, recimo temu, doumeti, zato ker vsi se soočamo z stalnimi borznimi cikli, kakšno leto je boljše, kakšno leto je slabše, imamo bikove in medvede trende in na nek način vsi smo to v preteklosti že doživeli in se s tem na nek način navadimo živeti. Ne. Tudi z ekonomskimi cikli je podobno, vemo, da se vsakih 5-10 let se zgodi nek dogodek, ne, bodisi je to zdaj kakšen pok balona, ki povzroči potem domino efekt na ekonomije, bodisi je to čist neka klasična recesija, bodisi je to lahko tudi povezano z nekimi recimo zdravstvenimi krizami in tako naprej. In že spet nekaj, kar se vseeno na nek način ne vadimo, čeprav vi ste imeli že nekaj oddaj, kjer se zelo jasno vidi
da ljudje kar malo, kljub temu, da doživimo kakšno krizo, kljub temu, da doživimo kakšen pok balona, vseeno ga čez par let že kar pozabimo in že spet pozabimo, da se lahko nekaj takega ponovi. Ne. Zdaj, zgodovinski cikli so pa malo bolj težje za razumeti, zato ker lahko rekli, to je enako, kot te cikli so dolgoročni. Ne. Govorimo o nekaj, kar se zgodi na 50, 100 ali celo še več let. In posledično celo življenje živimo samo v enem delu lahko fazi cikla, ne, in to je potem zelo na nek način težko se mentalno pripraviti, da sledi kakšen drugačen cikl. Ne. To je približno enako, lahko si predstavljamo, kako bi izgledal finančnik, ki bi 50 let gledal samo bikov trend, kjer bi samo videl, ali neko leto zasluži 10%, ali neko leto zasluži 20% ali pa 3%. Ne. Mentaliteta takega, bom rekel, finančnika bi bila malo čudna, ko bi enkrat nenadoma se spopadel pa z neko finančno krizo. Ne. In to je v zgodovini, kjer lahko rečem, da kot si sama omenila, dolgo časa je od druge svetovne vojne, ampak na nek način ta zelo konstanten in bom rekel, predvidljiv mir, ki je bil v Evropi, je bilo v zgodovini bolj izjema kot pa pravilo. Ne. Žal. Matej, imamo res tako kratkoročen spomin? Ja, mislim, dejansko ga imamo, ker konec koncev so praktično generacije šle zdaj brez vojne in tudi sam razumevanje, kdo je zdaj tukaj zmagovalec in kdo je na boljšem in sama logika tukaj pač čist popusti. Marsikomu se te poteze, vse, kar se to zdaj dogaja, pač zdi povsem nelogično, ampak vedno so v ozadju neke igre in določeni vzorci, ki se res pač dogajajo, ne vem, lahko na 50 let in tako, in dejansko je vsem nepredstavljivo. Zadeve v bistvu že zginjajo iz učbenikov, medtem ko se v ozadju stvari ponavljajo. Ja, a gremo zdaj konkretno pogledati na nekatere pretekle dogodke, ki so vplivali na finančne trge, mogoče globalno, regionalno. Sašo, ti si študiral te dogodke, lahko mogoče predstaviš par teh tvojih zaključkov, kaj si spoznal? Mislim, teh podatkov se dosti dobi tudi na spletu, različne statistične analize, kaj se v preteklih krizah, predvsem pa recimo tako ali drugačnih vojaških ali terorističnih krizah zgodilo z borzo. Borza ponovadi je padla, ne, ampak ni tako drastično v tem smislu, da ponovadi, mislim, da statistika nekih 20 dogodkov v zadnjih, mislim, da 50-60 letih je bilo nekje, da je prvi dan so borze padle za okoli 1%-2%, v povprečju zgolj 5% do recimo tisto, kar merijo kot nek končni vpliv, in pa zelo hitro se je ponovadi tudi trg pobral, torej v mesecu, dveh. Je pa res, da je to zdaj zelo, ta statistika je vedno treba pogledati specifično na konkretne primere, ne? Še posebej, ker 20 dogodkov ni pa zdaj ogromna statistika in zdaj tukaj govorimo o raznih manjših vojnah in večjih vojnah. Ne? Če hočemo neko veliko vojno, da samo si znamo predstavljati, ne? Recimo napad na Pearl Harbor, mislim, da sem zbrskal tam podatek, da je trg padel tisti dan 4%, v relativno, mislim, da je prišel do dna, je padel za 20%, kar je veliko, ampak spet ne toliko, ne, če se spomnimo finančne krize 2008-2009, ne, in pa že v dobrem letu dni je to nadoknadil. Ne, tako da na nek način borze, saj doslej so ponovadi zelo hitro prebavile posledice. Zdaj, koliko hitro prebavijo, je pa dostikrat odvisno tudi od ocene vlagateljev, koliko neka države, ki so vpletene v vojni, in govorimo o vpletenosti, da bojo torej pokasirale tisto ta najhujši del, da poteka vojna v njih ali pa da živijo neke velike sankcije, koliko so pomembne za svetovno ekonomijo. Ne? Tako da recimo, če bi neka svetovna vojna je logično bistveno bolj vplivna kot pa neka manjša kriza. Ne? Skratka, recimo, ko Severna Koreja izstreli kakšno raketo, pomeni, da je vpliv praktično 1%-2% max v tistem obdobju po izstrelu. Pač noben jih ne jemlje tisto krizo resno.
Se pravi, zdaj ta situacija Ukrajina-Rusija je nekje, mislim, zaenkrat nekje vmes v tem smislu, da vseeno in Ukrajina in Rusija ne predstavljata tako zelo velik del svetovne ekonomije. Za Ameriko sta sploh relativno nepomembni, za Evropo so bolj pomembni. Spet na drugi strani pa je treba priznati, tukaj gre bolj za vpliv potem, koliko lahko neka Rusija in Ukrajina na samih, ja bom rekel, specifičnih panogah povzročijo disrupcije, torej recimo žito, energente. Mogoče bi tukaj samo omenila, da na Bloombergu so pa naredili raziskavo najglobji dnevni upad tečajev in so ugotovili, da je bil ruski indeks 5. najglobji upad na dan, ko se je začelo vse skupaj. Takrat mislim, da je upadel za dobrih 30%. Ampak ja, ko smo pa gledali globalne indekse ali pa tudi konec koncev S&P, ni bilo tako dramatičnega upada. Praktično naslednji dan je že praktično so se pobrali indeksi. Ne? Matej, si ti mogoče kaj to študiral? Ja, tako kot je Saša omenjal, je dejansko je prvi dan nekako največja panika, potem se pa zadeve umirijo. Predvsem zaradi tega, ker ta prvi dan je nasplošno pač tisti, ki so bolj emocionalno in tako pač potegnejo določene poteze, potem se pa to da v nek... se pa zadeva razmisli, oziroma kje dejansko, kakšni vplivi bodo, kje pridejo te povezave ven, oziroma katera podjetja bodo najbolj oškodovana. Tako da kljub temu, da mi nasplošno vidimo, da so relativno majhni padci oziroma nizka reakcija, je pa na drugi strani na podjetjih, ki so pač bolj vpletena na te trge, je pa pač čisto neka druga zgodba. Tudi najdemo druge zgodbe, jasno, vedno orožarska industrija in to ima določeno prednost. Tako da je pa res zelo odvisno od tega, kot je Saša rekel, v kakšnem okolju smo. To se pravi, vemo, da potreba po nafti se običajno v takih razmerah vedno poveča, in kolikor gre tukaj za neka naftne države, kot je zdaj Rusija ali pa Irak, ima to še bistveno večji vpliv in tako naprej, in potem se zadeva preračunava, kako to vpliva na gospodarstvo, in pač reakcije tudi centralnih bank recimo so izjemno pomembne. Če smem še dodati, pri teh statistikah, pa sploh pri pač takih krizah je glavna težava ta dvojnost. Na eni strani imaš hladna dejstva, lahko temu rečemo, ker za nek ameriški trg je to relativno manj pomembni dogodek. Na drugi strani so pa seveda žalostne individualne zgodbe. In ne samo pač govorimo o Ukrajini in Rusiji, ampak tudi konec koncev, od posamezna podjetja so lahko dosti prizadeta. In tudi ta statistika, ko govorimo, bo padlo je za 5-6%, govorimo o nekem merjenju, kaj se zgodi neposredno po neki, recimo, začetku neke vojne. Ampak seveda v resnici to, kar se zgodi, to je tista kot je Matej omenil, tista prva reakcija unih, ki na nek način zapaničarijo, ki prodajo na nek način, bodi si za vsak slučaj hitro rebalansirajo portfelj, bodi si jih zajame panika. Po tisti prvotni reakciji se začne pa čisto, bom rekel, gledanje individualnih zgodb. Skratka, v resnici bi mogli preučevati, kaj se dogaja potem po tistih parih dnevih, v smislu, kjere industrije bojo zaradi tega ali pa podjetja bojo tudi kasneje prizadete, ker bojo ves čas imela slabšo donosnost ali pa cena delnic še naprej padala, zato ker bojo seveda ves čas čutile ta vpliv te krize, čutile vpliv sankcij v Rusiji ali pa da imajo poslovanje v Ukrajini in Rusiji. In na drugi strani tudi del podjetij bo pa seveda imel od tega tudi na nek način korist. Ja. No, kakorkoli, danes v bistvu ni bilo omogočeno trgovanje v Moskvi, tako da borza je bila zaprta, tako da tudi nisi mogel v bistvu prodati teh naložb, ki jih imaš. Recimo nekatere delnice ruskih podjetij so upadle za 90 in plus, bom rekla, odstotkov, odkar se vse skupaj začelo, se pravi, so tik pred bankrotom. Vrednost ruskega indeksa se je od začetka v bistvu te vojne prepolovila. Danes je Ruska centralna banka poskušala omiliti padec rublja z dvigom obrestne mere iz 9,5 na 20%.
Skratka, kar nekaj se je zgodilo v Rusiji, ki bo tudi zelo vplivalo na življenje Rusov, Ukrajincev in tudi vseh drugih investitorjev, malih, velikih, na tem trgu, na teh dveh trgih, ne? Zagotovo, ne. Na nek srednji pa kratek rok bomo čutili vsi to. Sašo, kar Kot izvoli. rečeno, ne, po prvi uni reakciji, tisto, kar je zdaj sicer je zelo odvisno, kako se bo odvijalo naprej, ali se bojo zadeve šle v deeskalacijo in pomiritev razmer, ali se bo še stopnjevalo. Zagotovo tisto, kar lahko pričakujemo in v Evropi in po svetu, je, da torej en del surovin, katere pomembne izvoznice je bodisi Rusija, bodisi Ukrajina, bojo šle cene navzgor. Mislim, da so neke ocene, da ne bi inflacija v Evropi zaradi tega lahko bila za 1 do 2 odstotni točki višji. Govorimo pač vse, kar je vezano na eni strani govorimo o prehrambeni industriji, torej žito, na drugi strani govorimo o energentih, predvsem nafti, plinu, ne. Zdaj, koliko bo potem to še naprej, koliko bo to vztrajno še pestilo naše gospodarstvo, je pa odvisno, kako se bojo seveda pomirile zadeve. Dolgoročno, pa, kot sem jaz rekel, jaz sem vedno bil pač zagovornik tega, oziroma zagovornik teorije, da pač prihajamo s tem, ko so se nekako Američani recimo zmanjšali njihovo pomembnost svetovnega policista v svetu, prihajamo v neko zgodovinsko obdobje večje negotovosti, ne. To pomeni, raznih kriz bo več, ne. In s tem že spet ni to za vlagatelja konec zgodbe, lahko pač se mora na to ustrezno pripraviti oziroma ustrezno prilagoditi svoje portfelje oziroma biti pripravljen na take krize. Žal. No, to krizo se mi zdi, da mali vlagatelji niso bili pripravljeni, verjetno tudi kakšni večji vlagatelji niso bili pripravljeni, niso pričakovali, da se bo zgodilo to, kar se je zgodilo. Matej. Ja, pač dejansko je bila stvar zelo nelogična in je marsikdo ni videl v tej celi zgodbi, da kakorkoli lahko Rusija izide iz tega kot nek zmagovalec oziroma da s tem pridobi neko prednost. Nenazadnje vemo, da so pač karte so se zmešale v zadnjih letih čist v smeri Rusije. To se pravi, Evropa je bila čist vezana na plin, sama ekološka politika je bila v smeri čiste energije, elektrarne v Nemčiji oziroma po Evropi jedrske so se zapirale. To se pravi, vse je šlo v smeri, da se še tesneje naveže na Rusijo, kar je dejansko pač vodilo v to, da je Rusija pridobila vedno večjo moč. In če bi zadeve verjetno trajale še leto, 2, 3, bi bil še severni tok odprt, še več elektrarn bi se zaprlo, tako da bi bila pomembnost Rusije geostrateško še se dodatno okrepila. Tako da je bilo večini nelogična ta poteza, v katero so v Rusiji šli. Je pa vseeno, pač v ozadju so vedno neke politične igre, ki jih mi mogoče ne vidimo, podobno kot na finančnih trgih. Marsikdo so bili članki že pred dejansko že pred prvimi sankcijami, so bile špekulacije, da bi mogla biti nafta tudi lahko 100, 115, 120, sploh v primeru vojne. Pa vidimo, da je dejansko nafta skočila ob prvih sankcijah čez $100 na sodček, zdaj pa ni neke ekstremne reakcije, da bi pač videli te nivoje. Res je, da se dolgoročno lahko oziroma že srednjeročno to zgodi, ampak mi velikokrat ne vidimo v ozadju, kakšne igre se dogajajo, kje je OPEC, kje so rezerve po svetu strateške, kakšni so dejansko premiki tankerjev z vidika plina in tako naprej. Tako da v resnici se ta v bistvu dogajanje se dogaja še bistveno preden pride do teh dogodkov. Enako tudi pri vračunavanju noter v cene ruskih delnic in tako. Pač določeni umiki so se začenjali že prej. In vemo pač, tudi s Sašotom smo velikokrat v preteklosti gledali razna ruska podjetja, kako so primerjalno gledano ugodnejša in poceni
ampak trg na koncu vedno pač že desetletja uračunava neko tveganje nepredvidivosti Rusije in pač to se je odražalo v cenah delnice že skozi zgodovino. Kaj bo pa zdaj? Fed je napovedal dvige obrestnih mer, zdaj marca naj bi se zgodil prvi dvig. Kaj za to pomeni? Kako bo Fed zdaj, ameriška centralna banka, zdaj odreagirala? Imamo vsem povišano inflacijo v Ameriki, v Evropi, Sloveniji, povsod, imamo res povišano inflacijo in bo treba nekako ukrepati. Ampak zdaj imamo pa še en dodaten zaplet. Imamo dodaten zaplet z tega vidika, da po eni strani ta zaplet pomeni še večji pritisk na inflacijo, torej še večji razlog, zakaj dvigovati. Na drugi strani je pa hitro lahko ta zaplet tudi na nek način prikladen izgovor, da rečeš, ne, se ta inflacija ni tista prava trdna inflacija, ampak je povzročena zaradi nekega enkratnega geostrateškega premika in morda lahko je treba več podpirati trg in podpirati potrošnike, ki jih bo že sama inflacija lahko malo odzela neke kupne moči. Tako da bo na nek način bi težko ugotavljal, kaj bo njihovo razmišljanje oziroma kam bo prevladalo mnenje. So se znajdli že tako v težkem trenutku, kjer so vsi na nek način čakali, kdaj bojo začeli zaostrovati monetarno politiko oziroma koliko in o tem špekulirati. Zdaj se je pa zgodilo še to in še en nepredvidljiv korak. Najbrž je tukaj zdaj bolj verjetno, da bo Fed še dokaj sledil tisti planu, kot ga je imel prvotno zastavljen. ECB bo pa imela še, pa bo morda vseeno mogla še malo bolj razmisliti o bolj postopnosti. Je pa tudi trg na nek način postopnosti, kdaj in koliko bojo dvigovali obrestne mere in umiriti pričakovanja glede tega. Tako rekel, na splošno se trg, če tako pomislimo, nekaj časa letos, ko je padal, se je zdelo, da pada predvsem zaradi pričakovanj od višjih obrestnih merah in posledično višjemu diskontnemu stopnju in vse te zgodbi. Skratka, da se to, kar je na nek način poganjalo trg v zadnjih letih, da se obrne. Zdaj je pa prišlo do dogodka, ki lahko bodi se to pospeši ali pa jih obrne zgodbo. Da že spet vsi začnejo, se tudi mislim, da reakcija borzna reakcija na trge je v tem smislu, da najprej tista panika, potem pa se mogoče pa to lahko pomeni manjše zviševanje obrestnih mer, kar je pa dobro za trg. Tako da to je na nek način morda pomiril trge, bomo pa videli, kaj bo dejansko centralne banke naredile. So zagotovo v težkih precepih, glede odločitve. Ni pomagalo. Ne, ni. Kakšna pa verjetnost, da pride do neke globalne recesije in a smo pripravljeni na neko recesijo zdaj po COVID-u? Jaz mislim, zdaj to je na nek način bolj moj nek občutek bil ves čas, da mogoče sem malo preveč konzervativen pa pesimističen, ampak ves čas zelo dolgo smo živeli že spet s konjunkturo, tudi poganjeno strani nizkih obrestnih mer in si čakal, da pride eno malo slabše leto, ne neka resna kriza, neka velika recesija, ampak da pa bo neke razpoke. In to se je pričakovalo torej tam, da se bo počasi začelo, ne vem, 2020, 2021, samo vprašanje, kdaj v teh letih. COVID je to na nek način, na eni strani je bil to seveda velika in ena neprecedenčna zdravstvena kriza, na drugi strani pa je povzročil, da je trg bil še dodatno preplavljen s poceni denarjem in je na nek način odložil to, bom rekel, recesijo. Ne samo z vidika tega poceni denarja, ampak jaz mislim, da tako, kot bi rekel, imaš nekako občutek, da veliko novih problemov, ki jih je ustvaril COVID, ampak vse se je nekako resetiralo. Skratka, neke podjetja, ki so bila v težavah, so bile zaradi COVID-a še v večjih težavah, ampak zaradi poceni denarja, zaradi nekakšnih državnih pomoči so kar preživela. Tako da se jaz imel ves čas nek občutek, ko se enkrat že izven te krize z Ukrajino, Rusijo in inflacijo, ki bi to povzročila, nek občutek, da takoj ko se enkrat stvari normalizirajo po COVID-u, da bomo imeli neko lepo indijansko poletje, ko bomo vsi nenadoma si dali duška vso to nakopičeno varčevanje v zadnjih 2 letih, ko nismo mogli toliko potovati, bomo si dali duška.
po tistem bo pa prišlo do neke malo straznitve, ker se bo vse te šibkosti že pred COVID-om in še tekom COVID-a nenadoma začele poznati tudi na ekonomiji. Še posebej, če bi se dvigovale potem še obrestne mere, ki na nek način nekako dajo, potencirajo vse te težave, ne, posameznih podjetij. Matej, tvoje mnenje o recesiji? Jaz mislim, sentiment se mi zdi Američanov zaenkrat je še vedno tudi v tej krizi, kar se tiče Rusije, se mi zdi, da je še vedno tako, da to pač ni pred njihovim pragom. Nimajo nekega občutka strahu, da bi pač prenehali s trošenjem. Tako da z tega vidika je potrošnik, se mi zdi, ta sentiment je tam še vedno na takem nivoju, da ni strahu oziroma tega varčevanja ni. Tako da je zdaj vse v bistvu predvsej v rokah centralnih bank, kako bodo v tem okolju odreagirale. Ne. Zdaj, ali želijo z nizkim obrestnim meram še vedno pospeševati neko potrošnjo, predvsem investicije in tvegati, da bodo cene sploh pač teh ključnih surovin, aluminij, jeklo in tako naprej se višal, ali pa bodo mogoče vseeno šle v višanje, vsaj malo, da se držijo nekih začrtanih korakov in da se mogoče zadeva vsaj malo umiri. Bo pa verjetno ta Rusija vseeno mogoče en izgovor oziroma nek argument podjetij, da mogoče vseeno ne bodo šli v tako hitro zviševanje plač. To je pač glaven strah zdaj stalno je bil, da se bo ta inflacijska kepa začela valiti, ko bodo podjetja začela nenadzorovano višati plače. Mogoče pač se saj to lahko prekine, pa do tega ne bo pač prišlo tako hitro. Mogoče bodo centralne banke bolj previdne, ne, kako izpeljati s celotno situacijo, normalizirati stanje na monetarnih politikah, ampak na nek način še vedno zagotavljati podporo trgu. Sej, kot tudi Matej, kot je rekel, zaenkrat kaže vsaj sentiment ljudi glede potrošenja še vedno bil zelo dober. Ne. Se pravi, misliš, da se ne bo tukaj povečal strah med ljudmi zaradi nastale situacije? Nekateri omenjajo tretjo svetovno vojno, da bi lahko prišlo do eskalacij. Nekateri vidijo nova žarišča, ki se lahko v bistvu nekako aktivirajo, recimo tukaj govorim predvsem Kitajska, Tajvan. Ne? Pa, mislim, tako rekel, ne? Sej, zgodovinsko je seveda logičen odgovor, vse se lahko zgodi. Ne? Se tudi tukaj so vsi pričakovali, da ne bo prišlo do take eskalacije, pa je šlo. Ampak na drugi strani zdaj ena tolažba, zgodovinski cikli pa nikdar niso se gibali tako zelo hitro. Ne? Stvari zelo počasi grejo v neko smer in morda trenutno že razmišljati o tretji svetovni in podobno je pa že malce pretirano panika. Ne? Pač seveda vsi lahko upamo, da se bodo stvari umirile, morda se ne bo, ampak te krize so nekaj, s čimer se pač je treba tudi malo navaditi. Ne? Ampak kot rečeno, ni pa nič, da bi pa v skladu s tem nekako poganjal svojo bodisi trošenje ali pa svoj naložbeni strategijo, pa najbrž niti ne. Ne more biti ves čas, torej ne moreš biti vedno 100% v risk on, ne, ampak na drugi strani pa biti pa popolnoma razmišljati samo o katastrofah, ki je pa mogoče pretirano. Ampak, kako zdaj gledati recimo na trge v razvoju? Rusija je izredno tvegana, marsikdo bo sicer verjetno želel tudi mogoče kaj špekulirati, nekateri investitorji, traderji zelo radi špekulirajo. Kitajska tudi sodi med trge v razvoju. Brazilija je pač zavzela nevtralno pozicijo. Kako zdaj gledati na trge v razvoju, kot mali vlagatelj, pa na splošno kot investitor? Ves čas je na nek način isto, s tem ni. Pač trgi v razvoju so trgi v razvoju. So
so države, ki na nek način imajo sicer večji potencial za rast, ker imajo manjši standard, ampak na drugi strani seveda pa prinašajo vse nerazvitosti od korupcije do manjšega diverzificiranosti gospodarstv, večje verjetnosti, da se zgodi nek politični šok, ne, čeprav konec koncev tudi v Ameriki so se zgodili neki pretresi, ki bi si človek mislil, da so lahko bolj v takih državah. Ampak tako da je treba to ponovadi se odseva, tako kot je Matej že rekel, v multiplih, torej so cenejše vrednotenja ves čas, ampak z razlogom. Zdaj, to enostavno pomeni, da ko iščemo ko vlagamo, zagotovo je smiselno nekaj iskati dodatnega donosa tudi v različnih trgih v razvoju, ampak na drugi strani se pa treba zavedati, da te trgi lahko prinašajo tudi kmalu namesto tega donosa tudi neke bolečine zraven, ne. Tako da je to nekaj, kar se začini, ne pa nekaj, da zdaj bomo pa dali vse v Rusijo, Kitajsko, zato ker je tukaj prihodnost gospodarstva ali pa recimo prihodnost geopolitike, razviti trgi so pa na nek način dolgčas. Ne, ni, pač razviti trgi so bolj stabilni in manj, mogoče bojo prinesli v posameznih letih manj donosa kot nerazviti trgi, ampak na drugi strani bo pa tudi manj takih šokov. Ne. Matej, tvoje mnenje? Bi šel z denarjem zdaj v trge v razvoju? Ja, za najbolj tvegane sigurno je. Ne? Določene države so v poziciji, da na račun više nafte in omejevanja Rusije izkoristijo ta potencial. So pa, tako kot je Sašo rekel, pač stalno je nek tveganje nekih obratov. Tudi tukaj vloga Kitajske, vprašanje, kakšna bo v primeru Brazilije in podobnih držav. Ne? Ne vem, za najbolj tvegane sigurno je, ampak Rusija, ne vem, če pač ruske naložbe, ne vem, če so v tem trenutku tudi pač za najbolj tvegane poteze primerne. Ne. Enostavno je preveč odprtih vprašanj, so pa tudi drugi sektori in druge nevarnosti, predvsem pač s SWIFT-om in te medbančne transakcije in recimo BP in umik iz načrtovanj iz ruske naložbe in odpis premoženja in take stvari, je enostavno pač to videti v ukrepih, na papirju, se pa po bančnih, zavarovalniških in pokojninskih bilancah lahko te stvari pokažejo v precej večji meri oziroma predstavljajo določen tveganje tudi za razvite države. Tako da je tukaj nasplošno neka previdnost, ne priporočljiva, ne samo v primeru trgov v razvoju, ampak tudi v primeru bančnih institucij in tako naprej. A gremo pogledati še na hitrico. Krka ima največ malih delničarjev med slovenskimi blue chipi, danes je upadla za 11%. Zanimiv je bil predvsem odziv farmacevta v petek. Napisali so, da so navajeni na negotovosti v tem okolju in da se bodo prilagodili. Seveda se tukaj postavi cel kup vprašanj, kako se bodo prilagodili, kaj lahko naredijo, kaj ti 30% vseh prihodkov ustvari Krka v Rusiji in v Ukrajini. Torej, vprašanje je, kakšen učinek ima lahko dogajanje tam na prihodke in pa na dobiček farmacevta. Kaj za to pomeni za farmacevta, kaj pomeni za delnico, kaj pomeni za male vlagatelje, ki se zdaj sprašujejo, kaj s to delnico narediti? Ja, siguren je, vemo, da je od vrha je Krka že kar nekaj padla, tako da je precej, pač moramo se zavedati, ne, da velikrat vlagatelji radi pač vlečemo neke linearne črte in rečemo, ja, delnica pada, to gre še posebej v tem primeru, ker se da oceniti neko tveganje, oziroma neko izgubo denarnih tokov, se lahko pač postavi neko tezo, kje recimo nekje bi moglo biti neko pošteno vrednotenje. Tako da sigurno predstavlja Rusija in Ukrajina določeno tveganje in pač tudi Belorusija, ves ta vzhoden blok predstavlja tveganje, da Krka bo tam težje upravljala
posle in da mogoče s tem ne bo prihodkov, tako da ta izpad saj začasno sigurno bo in v skladu s tem se bo neko dno oblikovalo. Je pa v bistvu izjave so pač zelo tako splošne, ampak enostavno ljudje, enostavno so se zdaj ukrepi sprejemali v zadnjih 4 dneh in je izjemno težko za neko podjetje, da izoblikuje neko strategijo, sigurno jo imajo, sigurno pač bodo poskušali iskati svoje priložnosti. Vemo, da že v preteklosti se je to dogajalo, ne? Mnoga podjetja, zdaj ne vem, če je bila Krka med njimi, ampak veliko farmacevtskih podjetij že v preteklosti recimo potem z Rusijo poslovali prek Srbije in tako naprej. Tako da podjetja vedno iščejo neke možnosti, da pridejo na ta trg in vedno obstajajo neke poti naokrog, lahko tudi prek Kitajske oziroma kakorkoli. Je pa res, da začasno pa sigurno bo neka disrupcija oziroma neka prekinitev in nek vpliv na dobičke podjetja. Bi se strinjal. Po recimo letu 2021, kjer je bilo so imeli veselo poročanje rezultatov, vse rekordni nivoji, imajo že spet najbrž leto polno izzivov, zagotovo bo to imelo vpliv. Vemo, da čez 300 milijonov prodaje v Rusiji, mislim, da slabih 100 milijonov v Ukrajini. Dejstvo je tudi res, da kot je Matej rekel, oni so bili navajeni že na razne pretrese. Če se spomnimo, nekaj podobnega se je zgodil, mislim, v manjši meri, kot je ta napad, je bil Krim, kjer je tudi prodaja v Ukrajini močno upadla. Mislim, da je takrat šlo skoraj za polovico navzdol v tistih 2-3 letih, pa so zdaj že spet imeli rekordne nivoje prodaje v Ukrajini. Tako da tukaj je pač deloma tudi igra, ali zdržiš tisto vmesno krizo, potem se lahko pobereš tudi močnejši. Zdaj, če pa v vmesnem stopnji pač ne zdržiš, potem imaš pa težavo. Zdaj, na srečo pa je Krka tudi drugih trgov, mislim, to je zelo pomembna trga, ampak ima precej tudi diversificirano prodajo, tako da jaz upam, da bojo znali uspešno krmariti skozi to krizo, kar pomeni, bo leto, dve lahko teže, pa bo potem mogoče bolje. Istočasno pa trgi pa zelo hitro to diskontirajo na nek način. Skratka, če lahko bi rekli, čez noč nenadoma je delnica koliko je bila, okoli 115, pa je zdaj že blizu 80. Tako da na nek način so se že kar na nek način pripravili na slabe rezultate. Zdaj bomo pa videli, je bilo to pretiravanje ali ne. Sicer disclaimer, jaz sem delničar Krke, tako da. Mogoče za konec še kakšen nasvet za male vlagatelje. Številni v bistvu zdaj ne vejo, kaj bi, kaj ne bi. Strah je kar precej velik. Imamo povišano inflacijo, imamo cel kup nekih težav, ki pestijo svet. Naše naložbe tudi so, ali prihajamo, ali bo prišel medved, bo poteptal tega bika, smo v medvedje, bomo prišli v medvedji trend, kaj se bo zgodilo, kje so priložnosti, nevarnosti za male vlagatelje? Tako rekel si, na nek način, če vlagaš na kapitalske trge, v osnovi bi se mogel najprej sprijazniti s tem, da bojo ves čas neke krize, take ali drugačne. Ves čas bo prišlo do neke disrupcije, en del takih, ki lahko rečeš na koncu, sej malo sem jih pa lahko pričakoval, pa vedno bo tudi stvari, kjer iskreno lahko skoraj večina reče, lej, to pa nismo pričakovali. Nismo pričakovali COVID, nismo pričakovali konec koncev, da se bo tudi toliko hitro zaostrilo Ukrajina, Rusija, pa te stvari se dogajajo. In se dogajajo na nivoju, torej sploh na splošno trgih in ekonomiji, in se dogajajo tudi na nivoju posameznih podjetij. Zdaj, če imaš portfelj, ki je dovolj diversificiran, da nisi odvisen od enega, dveh podjetij, ki lahko zaradi kakšnega dogodka trpijo, če znaš ves čas nekako brzdati svoj na eni strani pohlep, na drugi strani pa svojo, bom rekel, strah, potem pač probaš zdržati te krize. Jaz sem sicer bolj pasiven vlagatelj v tem smislu, da pač ko imaš portfelj narejen, ko vidiš, da si v neke delnice ali pa neke trge vložil zato, ker imaš neko dolgoročno zgodbo,
potem pač potrpiš tudi kakšno slabo leto, ne. Ki bojo prišla slabša in boljša leta, ne. Lahko probaš loviti donose, lahko tudi probaš loviti dno v Rusiji, ampak to je pa pač, rabiš mogoče malo več časa posvetiti temu in pa tudi malo sreče, ne, da to loviš, ne. Kot rečeno, ampak moraš ponovno vedeti, kaj loviš in vedeti, kaj je lahko to, kaj je lahko pesimističen scenarij tega in kaj je lahko optimističen scenarij. Skratka, če si pripravljen, da se zgodi na vse, potem nekako zdržiš, ne. Niso pa ponavadi potem donosi spektakularni, ne. In to je tudi nekaj, kar se moraš, recimo, že v prvi točki sprijazniti, ne. Pač vsaj, če boš imel eno leto, ko boš imel donos 20%, prva stvar, kar bi se mogel vprašati, je, v redu, koliko bom izgubil naslednjo leto, ne. Ja, lovljenje dna in vrhov je igre za norce, jaz dostikrat rečem. Matej, kaj pa ti misliš? Ja, velikokrat se mi zdi, da gledamo te grafe, ne, več desetletij in se nam zdi, ja, to se pa v preteklosti ni zgodilo, tle pa šlo, to gre samo gor borza. Dostikrat se gleda še te logaritemsko skalo, ki je sploh pač za zelo izravnal vse skupaj, v resnici pa če malo približamo, pač Vietnam, Koreja, Afganistan, Kuvajt, Irak, pač vojen in drugih finančnih drugih dogodkov, ki so vplivali na finančne trge, je v resnici pač bilo v preteklosti izjemno veliko, samo vlagateljih enostavno pozabimo in jih ne vidimo na grafu. In se nam vse zdi, da je novo in da zdaj so se pa zadeve res spremenile. V resnici pač se niso, moramo biti pripravljeni na to volatilnost, moramo pač tudi logično malo razmišljati o pacih, veliko ljudi je paničnih takrat in takrat se pač pojavijo priložnosti, tudi v zelo takih fundamentalnih, vidimo, da bodo Nemci precej povečali sredstva za obrambo, tudi verjetno cel NATO blok bo povečal, kar pomeni jasno plus za obrambno industrijo, kakor pa če mogoče kdo ne mara oziroma se mu ne diši, da bi jo imel v portfelju, je kar nekaj tudi evropskih podjetij tukaj in pač znajo pridobiti na ta način. Potem, ja, emergingi, ki konkurirajo na trgih pri surovinah z Rusijo in podobno. Tako da priložnosti vedno so, tako da je pa treba pač logično pogledati, za katera podjetja in mogoče začeti ta portfelj s temi naložbami. Mogoče sam zeleni prehod, o tem se je zelo veliko govoril, Nemčija sploh, ne? Kaj bo pa zdaj s tem zelenim prehodom? Nadaljeval sem. Ja, mislim, odvisen, ja, z nekim zamikom verjetno, ne. Videli smo že izjave, da se najbrž nuklearne elektrarne ne bodo tako hitro zapirale, da se bo podaljšalo obratovanje tudi termoelektrarn na premog. Tako da lahko se zadeve malo vseeno počasnijo, po moje. Jaz tudi mislim, da pač nadaljeval se, težko verjamem, da bi se nenadoma kar obrnili stran od te zelene strategije. Je pa nekaj, kar na nek način je težko najbrž ljudem poslušati, ne, ampak predstavo o tem, da bi, vsi smo imeli zdaj predstavo, da bomo imeli čez 10-20 let, bo naša energija, več bomo porabili energijo, ta bo bolj zelena, torej, pa še poceni bo zraven. Mogoče bomo dobili še plačilo za to, ne. Pač tega ni, ne, nek boš mogel popustiti in najbrž ta zelena energija pomeni tudi, da bomo več plačevali, ne. Zdaj, če je to nekaj, kar smo pripravljeni, potem super, ne, potem pač se na to pripravimo, ne. Drugače pa edina stvar, ki bi še dodal na prejšnji komentar, lejte, en profesor mi je rekel, edina stalnica v življenju je negotovost, ne. S tem se moraš pripraviti, na drugi strani pa to ni nič, na nek način nič slabega mišljeno, v tem smislu, da če se sprijazne s tem, potem pač vse negotovosti lahko vidiš tudi kot priložnost, ne. Oziroma se proba saj nekaj naučiti od tega, čeprav, ja, zgodovinsko se ljudje zelo malo naučimo. Saj kar se vojn. Prepričana sem, da so se naši poslušalci, gledalci danes veliko naučili, tako da najlepša hvala, Saša, Matej, za super debato. Hvala tebi, za povabilo.
Evo, dragi poslušalci in gledalci, z vami smo v dobrem in slabem. Poslušajte Money How, ne bo vam žal. Lep pozdrav.